Lep pozdrav. Danes smo imeli prvo srečanje z predstavniki civilne družbe, tako kot smo napovedali že pred volitvami. To srečanje je v bistvu prvi korak k temu, da bomo plodno sodelovali zdaj vsa bodoča leta. Razlogov je več. Glavni razlog pa je, da vladne strukture v resnici potrebujejo aktivno civilno družbo, ker je aktivna civilna družba tisti del, ki dopolnjuje vladne strukture. Zato, ker delajo na terenu, delajo med ljudmi, pomeni, da se ne samo zavedajo izzivov in težav, ampak jih lahko tudi zelo hitro, mimo dolgih procedur, tudi rešujejo in naslavljajo. In vsaka pametna vlada, takrat, ko dobi priložnost, da lahko dela s civilno družbo, bo to tudi izkoristila. In danes je bil prvi korak k temu, da skupaj začnemo naslavljati konkretne probleme. V resnici smo preko dela v državnem zboru nekatere korake že izpeljali, verjamem pa, da na podlagi dialoga, ki ga bomo zdaj vzpostavili, bo teh korakov samo še več in bo vodili k temu, da bomo v bistvu živeli vsi skupaj v boljši družbi, kjer bomo vsi skupaj bolj vključeni, predvsem bojo pa ljudje bolj povezani. Bi najprej vprašanje na temo civilne družbe, potem pa seveda tudi ostala, za katera vem, da ne bodo manjkali. Se pravi, kaj to konkretno pomeni? Boste nekako računali na to, da civilna družba tudi pripravi neke svoje predloge zakonov, ki bi potem... To civilna družba danes že celo počne, tudi na povabilo politike. Bolj pomembno kot sami zakoni so tudi ostali ukrepi. Ostali ukrepi so lahko včasih zelo življenjski, ko se pač ugotovi, da nek pravilnik, ki je globoko pod zakonskim radarjem, enostavno je neživljenjski in zaradi tega ljudje prihajajo v čisto življenjske stiske. Takih težav največkrat uradniki na ministrstvih ne zaznajo pravočasno, skupaj s civilno družbo jih bomo. To je en primer, kjer lahko zelo hitro skupaj naredimo pomembne korake za konkretne ljudi. Drugače smo se pa tudi dogovorili za to, da bomo s civilno družbo poskušali po področjih delovati tudi preventivno, v smislu, da bomo dialog sprožali preden bo zakon šel v proceduro in s tem tudi skreirali boljše predloge. Tako uredb vladnih kot tudi zakonov. Kako pogosto boste se videli skupaj? V bistvu se pogovarjamo o tem, da bomo imeli platformo. Platforma, ko bo čas, bo dobesedno v realnem času. Pravi, ne govorimo o tem, da se bomo sestajali enkrat na 6 mesecev. To je sistem, ki ne deluje več v teh časih. Verjamem, da se bomo srečali s civilno družbo vsaj še enkrat, že pred počitnicami, zato da postavimo sistem. Kasneje bi pa to moralo potekati na nek način preko teh digitalnih orodij v sprotnem sodelovanju. Torej, civilna družba vas ne zanima več, ampak je zelo pomembna. No, prosim. Torej, danes sestanek na temo draginje, glede prehrane, ali so na mizi že kakšni konkretni ukrepi oziroma kateri so tisti najverjetnejši? Kot veste, sem bil v Bruslju prejšnji teden in se danes srečam s skupino, mislim, da v kratkem, tako da verjamem, da jih imajo ukrepe konkretne, jaz pa ne morem o njih govoriti, ker jih še ne poznam. Mene zanima še to, drži, da ste naklonjeni temu, da bi postavili neko mejo, kako so lahko ohlajeni prostori v javni upravi? Ne, to je bolj enostavno. Drži, da smo ljudje največkrat potratni tudi zaradi tega, ker sploh se tega ne zavedamo. In primer nastavitev, tako ogrevanja kot tudi hlajenje je en tak lep primer. Ne gre samo za javno upravo. Vsi prostori, ki jih hladimo v tem primeru, če se bomo zavedali, in to je bolj osveščevalno kot karkoli drugega, če se bomo zavedali, koliko energije lahko privarčujemo z eno samo stopinjo, verjamemo, da bomo vsi ljudje temu bolj posvečali več pozornosti. Javna uprava je tisti del, ki v resnici s svojim zgledom lahko navdihuje vse ostale in si želim, da jo bo. Danes vem, da ni tako, iz lastne izkušnje, vem, da temu področju sploh ni namenjena nobena pozornost in to je eden od razlogov, zakaj sem naročil ministru za infrastrukturo, da pripravi priporočila za vse javne ustanove, kako naj čez poletje, pa tudi kasneje, nastavljajo temperature, da se bomo racionalno obnašali, hkrati pa da naše počutje ne bo preveč trpelo. In v kateri smeri naj bi šla ta priporočila, če ste lahko bolj konkretni? Priporočila pomeni, da se vsem tem upravljalcem, vse stavbe, o katerih govorimo, imajo centralno upravljanje, imajo ali hišnik ali računalniški sistem, ki
ki nastavljajo nastavitve, koliko ne bo temperatura v prostorih. Danes je to prepuščeno posameznim uporabnikom. Danes lahko kdorkoli v kateremkoli prostoru si nastavi svojo temperaturo, pa na njo pozabi, tudi če v njej mogoče ni kar šel na dopust. Prostori se pa še kar ohlajajo. To je popolna potrata energije. Centralni nadzor nad tem ali pa centralno priporočilo je prvi korak. Ključno je, da se začnejo ljudje s tem ukvarjati. Ključno je, da začnejo preverjati, koliko je temperatura, ali res rabijo tako temperaturo. Jaz vam povem iz moje izkušnje, da je več kot polovica prostorov danes prekomerno ohlajenih, brez da bi zaradi tega kdorkoli bil na boljšem. To pomeni, da je ta energija vržena in to sredi te draginje vržena v zrak. Danes vas čaka še potrjevanje oziroma stranko čaka potrjevanje združitve z LMŠ in SAB in potrjevanje predsedniškega kandidata. Ali je poleg Marte Kos na mizi še kakšno ime? Drži oboje. Z eno manjšo pripombo. Na kongresu bom sam predstavil moj predlog, zakaj ocenjujem, da je Marta Kos najboljša kandidatka za predsednico, ne odloča pa o tem kongres. Želim pa članstvo o tem sam seznaniti, medtem ko o tem odloča v resnici svet stranke in izvršni odbor. Tako da odločitev pride kasneje, danes bo samo moja predstavitev, zakaj ocenjujem, da je ona najbolj primerna kandidatka. Sprav svet stranke odloča o tem notranjem kandidacijskem postopku, če pravilno razumem. Se pravi ne stranka, ampak svet stranke. Da. Kdaj pa lahko to pričakujemo? Verjetno, moče že ta petek ali pa naslednji teden. Tako da v kratkem. Kakšno so sicer pričakovanja od današnjega kongresa? Pa verjamem, da bo debata, vsaj v nekem delu, in verjamem, da bojo na koncu sklepi izglasovani, kot so predlagani, kar pomeni, da bomo potrdili to, da se začnejo ti pridružitveni postopki in da se potem v septembru izpelje pa dejanski združitveni kongres, ko bomo vsi skupaj in takrat se potem tudi tvori enota, celota iz vseh treh strank in začnemo delati skupaj. Zdaj, prevzeli boste prihodke obeh strank, imate morda kakšno informacijo, imajo še kakšne dogovore? Seveda jih imajo in seveda imamo te informacije. In kakšna je vrednost? To je pa, mislim, da zadeva, ki je popolnoma pod kontrolo, kar se tiče naših finančnikov in ne tam ostane. Nič posebnega. Sami ste omenili Bruselj, iz urada za komuniciranje vlade so pojasnili, da je vaša funkcija tako naporna, da zahteva prilagajanje zasebnega in javnega življenja in da boste še kdaj na takšne poti vzeli seboj tudi družinske člane in pri tem so seveda tudi potrdili, da ste sami plačali vse stroške za njih. Ne zamerite mi, ampak ob vsem, kar se dogaja na Ministrstvu za kmetijstvo, recimo, je nekako pričakovati, da bomo morda te račune tudi videli, jih lahko pričakujemo morda danes, v teh dneh. Če boste sprožili uradni postopek, jih boste dali, račune seveda imam, vam bo začel na začetku. Meni se zdi popolnoma normalno, in to ni normalno samo v Sloveniji, ampak v celem svetu, da se o zasebnem življenju odloča človek sam. In otroci bojo še hodili z mano in če se bo hotela soproga, da je pridružiti tudi ona vabljena. Seveda mi je pa hkrati popolnoma jasno, da je to stvar mojih stroškov in ko sem se odločil, da grem v politiko, sem si naredil zelo jasno razmejitev med enim in drugim, o zasebnim in pa službenim življenjem. Ne bo imel težav tudi z finančno platjo pokrivanja stroškov. Mogoče je to stvar tudi tega, kdo pride v politiko in s kakšnimi nameni, ampak jaz teh težav nimam in natančno vem, s katerim namenom sem v politiko prišel in enako vem, s katerim namenom vozim svojo družino, kamorkoli grem. Ste verjetno tudi kot prvi mož GEN-I imeli podobno poln urnik, ste tudi takrat imeli podobne navade? Še huje. Ko sem bil predsednik uprave GEN-I-ja, sem si svoj urnik tako prilagodil, da nisem šel nikamor, poudarjam nikamor brez družine, ker sem bil jaz gospodar svojega urnika. Zdaj se moram prilagajati urniku in se tudi družina prilagaja mojemu urniku. To je edina in edina razlika.